V Sloveniji smo se spet znašli v situaciji, ki se ponavlja kot zakleto znova in znova. Zdravstvu torej še dolgo ne moremo pričakovati rešitve problemov, ki so se nakopičili v zadnjih letih oziroma kar desetletjih, kajti reforme ni od nikoder. Kaj menite, kaj se bo zgodilo, kaj se bo dogajalo? Bomo v zdravstvu dočakali izboljšanje razmer? Torej, lahko gledano že 30 let tako imenovanega tranzicijskega obdobja, pravzaprav iste vzorce, kar se tiče države in tudi vseh njenih glavnih podsistemov. Zdaj, to kot večkrat poudarjam, zdravstvo vemo, da je pač največji od teh podsistemov in glede na organizacijo države, v katere jedro je pač vključena na vseh področjih javnih financ, korupcija in organiziran kriminal je seveda ta največji podsistem tudi največji plenilski poligon in potrebno je poudariti, še posebej tudi v teh časih, tudi najbolj stabilen plenilski poligon. Jaz mislim, da zaradi tega v teh 30 letih tranzicije se nič ne spremeni, se ne sme spremeniti, čemur smo pravzaprav priča tudi v zadnjih tednih z dogajanjem okrog dopolnilnega zdravstvenega zakona, potem odstopom ministra, odstopom vlade. Jaz bi rekel, da ta odstop ni slučajen, je po mojem tudi povezan z morebitnim drezanjem v najbolj stabilni plenilski poligon, se pravi zdravstvo. Zdaj pa ja, zdaj pač smo v času brezvladja in kot vidimo, sploh danes po Twitterju, po medijih, delajo člani in členi globoke države, ki v svojih kremplih držijo seveda tudi ta največji plenilski poligon, delajo vse, da se ponovno ne bi nič spremenilo. In kako v tem kontekstu komentirate nedavno odločanje o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, do katerega seveda ni prišlo? Ja, poglejte, zakon, kot jaz sem videl oziroma uspel razumeti z interneta, je ta zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju eden najstarejših zakonov v državi. Kolikor sem se pogovarjal s kolegi, je še na par področjih nekaj podobno starih zakonov, recimo področje bančništva. Skratka, vzorec se ponavlja. Tam, kjer je ali so vzvodi plenjenja, tam se zakoni ne spreminjajo, mogoče so lepotni popravki in na teh vprašanjih padajo vlade. Na področju drezanja, rečemo temu drezanja v finance v zdravstvu, so padle do zdaj si zobe polomile še vse vlade, ki so iz kakršnega koli razloga v to področje dreznile. Zdaj, dopolnilno zavarovanje, kot ga jaz razumem, je bilo ustanovljeno ali pa vpeljano tam nekih 20-25 let nazaj z, bi rekel, dobrimi nameni, kot dodana vrednost, kot nadstandard, ne? Vendar pa se je sfižilo, izjalovilo, tako kot se v tej državi vse sfiži in izjalovi, ker pač so finančno-korupcijski interesi večji od skrbi za ljudi, državljane v zdravstvu za bolnike, se je sfižilo v to, da v bistvu dopolnilno zavarovanje ne predstavlja nobene dodane vrednosti, ampak financira delež osnovnih storitev. Kar bi moglo kriti osnovno zavarovanje, dopolnilno pa boljšo posteljo, televizijo, boljšo oskrbo in tako naprej. Skratka, jaz imam hipotezo, da pač prihaja kriza, denarja zmanjkuje in ta klasična plenilska klika je poskušala pač napraskati, preusmeriti katerikoli možen evro v to osnovno malho monopolne ZZZS, zato so imeli pač apetite dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukiniti. Seveda na drugi strani imamo apetite tistih, ki ga v rokah držijo in iz tega dobro živijo, ki so se pa seveda tudi pokvarili. V bistvu se financira iz tega denarja ogromno osnovne storitve, hkrati pa luksus odgovornih ali pa lastnikov teh privatnih zavarovalnic, ne pa temu, čemur je v osnovi namen, torej nadstandardni oskrbi bolnika, ki to plačuje. In zdaj, kakšna je bila poskušana rešitev? Poskušana rešitev je bila v bistvu pravzaprav verjetno vse skupaj ljudi ponovno vršiti na finto in ukiniti dopolnilno zavarovanje, se pravi ta denar vzeti določeni kliki, ga preliti v osnovno malho z izgovorom o nekem pavšalnem prispevku, katerega višino pač se bo še določilo glede na potrebe,
v bistvu gre pač samo še za en rob državljanov, celo z tako pritlehno krinko, kot je recimo bilo strani socialnih demokratov, ki so rekli, da bo to neka progresivna lestvica. Se pravi, v bistvu gre samo za bolj human način, kako bojo vsi plačali, na koncu bo pa isti znesek. In zdaj pridem do bistva. Po mojem, ukinitev dopolnilnega zavarovanja, kot ga poznamo danes, ja, ker se je tako ali tako sfižilo, vendar hkrati tudi znižanje cen vseh zdravil, pripomočkov, naprav, potrošnega materiala in storitev na nivo Evropske unije in to na nivo najnižjih referenčnih cen, s tem privarčevati nekaj 100 milijonov, po moji hipotezi, letno, potem ponovno oceniti situacijo in potem se pogovarjati o tem, kakšno zavarovanje, kdo in predvsem tudi vpeljava seveda konkurenčnosti na nivoju zdaj monopolne ZZZS, ki je pač, kot jaz pravim, prvi od 5 stebrov, ki omogoča status quo plenjenja. Kako pa pravzaprav v kontekstu tovrstnih sprememb, ki so sicer bile na mizi, pa niso bile sprejete, pripravi bodo seveda nove, ocenjujete vlogo ministra za zdravje, ki vodi enega najpomembnejših resorjev v državi? V zadnjih letih so bili zdravstveni ministri tako rekoč muhe in dnevnice, ki niso mogle narediti kaj dosti, razen gašenja najbolj akutnih problemov. Poglejte, saj tudi akutnih problemov ni noben rešil, ne? Recimo smo bili, če gledamo zadnjih 5-6 let, se pravi čas ministrovanja ministra Šabedra ali pa še prej Milojke Kolar Celarc, lahko sklenemo, da je to v bistvu ena velika katastrofa za ljudi, za državljane, davkoplačevalce, bolnike. Po drugi strani pa v bistvu je bilo povsem transparentno torej zaščite organiziranega kriminala in korupcije. Če gremo konkretno pogledati, Milojka Kolar Celarc ni naredila v svojem praktično 4-letnem mandatu, dokler gospodu Cerarju ni šla tista usodna kaplja čez rob, nič. Razen tega ni sprejela nobenega zakona, ni popravila nobenega zakona. Ves čas je govorila o nekem bizarnem javnem razpisu za plenice, igle in rokavice. Na koncu so izpeljali en razpis v zvezi z žilnimi opornicami, če se spomnite, pa še ta je bil kartelno zrušen, ko so dali vsi ponudniki, pazite to norčevanje iz ljudi in davkoplačevalskega denarja, vsi ponudniki so dali cene višje, kot jih je razpis sploh dopuščal. Tako da v bistvu je Milojka Kolar Celarc vse, kar je njena viden uspeh, pa še to v negativno smer, je tistih 136 milijonov, ki jih je z interventnim zakonom vrgla tej zdravniško-dobaviteljski mafiji, ki pač drži zdravstvo v primežu. Če gremo na ministra Šabedra, zdaj, če bi bili normalna država, potem človek, ki je v gospodarstvu, kolikor smo lahko prebrali iz medijev, v zadnji firmi, zadnji službi, pustil minus, v normalnem verjetno ne bi postal direktor največje univerzitetne bolnišnice, ki je potrebovala sanacijo. Tekom njegovega enoletnega mandata smo vsi lahko videli, da ni naredil pozitivnega nič. Če me lahko demantira, ne in prosim me, ker sem to že večkrat ponovil. Lahko pa naštejemo njegove neuspehe. Poglobil je minus, ni optimiziral nobene cene, tako kot smo jih recimo mi v primeru žilnih opornic, pa je imel priložnosti v nabavni tabeli še z 15.000 drugih artiklov. Uničili so, on je pa zato tudi kot direktor seveda objektivno odgovoren, 3 medicinske stroke, otroško kardiologijo, otroško kirurgijo, pediatrično intenzivo in pregnali slovenske strokovnjake ali v druge bolnice ali v tujino in s tem povzročili problem, ki je nacionalna katastrofa in še danes, po mojih informacijah, ni rešen. Uničil je tudi, to pa lahko izpričan v preiskovalni komisiji, tudi slišimo, da tudi on aktivno je pomagal k uničenju poskusa rešitve problema, torej NIOSP. Zaradi vsega skupaj so umrli najmanj 3 otroci, to vemo iz medijev, špekuliramo pa verjetno, da lahko še več. Skratka, tak človek je potem šel na ministrstvo za ministra in zdaj na ministrstvu seveda popolnoma nobene rešitve. Ni sprejel nobenega zakona, podpisal je tisti sistem sestrskih kompetenc, ki pa je naredil med medicinskimi sestrami velik problem, veliko škode, veliko je bilo užaljenih, degradiranih.
In zdaj na koncu to dopolnilno zavarovanje. Skratka, kaj lahko rečemo o teh ljudeh, ki se na hitro menjavajo, ki niso iz stroke, ki so, jaz jim rečem, podtaknjenci globoke države, zato, da se nič nikoli ne spremeni. To vam pove samo to, da je ta zdravstvo, ta največji plenilski poligon, tako močna utrdba, da jo je treba obraniti na vsak možen način, ne glede na objektivna dejstva. Zato pravzaprav ni nič nenavadnega, da ste zdravniki, oporečniki sistema, žvižgači, stopili skupaj in pravzaprav javno in jasno povedali, da imate dovolj donkihotskega boja s takšnim sistemom in seveda predlagali tudi konkretne ukrepe. Med temi so ključne spremembe v sistemu, pa ne le to. Zdaj ste to nadgradili tudi z novim programom Zdravniške zbornice. Vemo, volitve predsednika so blizu. Ja, poglejte, zdaj nekako povsem organsko in normalno je nastala tekom teh zadnjih nekaj let borbe na različne načine. Pravzaprav ena skupina ljudi, ki so nekateri že v tujini, nekateri smo malo razpeti med tujino, malo Slovenijo, nekateri v Sloveniji. Večino teh ljudi pa ljudje poimensko poznajo, pa zdaj ne bi našteval, zato da nam kakšnega pozabil, lahko pa si to ljudje pogledajo na povezavi na internetu zdravstvo.si, to je tudi ime naše skupine. Pri tem bi poudaril, da naj se ljudje zavedajo, da to ni še en poskus, iniciativa ali gibanje, ki bo, ne vem, čez eno leto ali pa že na teh volitvah prešlo v politično stranko. To ni naš namen. Naš namen je, da z izkušnjami iz tujine ali pa tudi z domačo pametjo na nek način provociramo obstoječi, zavožen sistem tranzicijske medicine, preživete prakse zdravniških organizacij, stanovskih organizacij, ki so se sfižile in služijo samo še sami sebi namen. In na tej strani je tudi objavljen program, ki ga v bistvu predlagamo v javno razpravo ali pa kot kost morebitnim kandidatom, za katere upamo, da bojo novi, da bojo sveži, da bojo mlajši in da bojo v bistvu del rešitve in ne del problema. In če bodo privzeli vaš program, v njem so zapisane res konkretne rešitve. Pa naj si gre za boj s korupcijo, ki je dolga leta ostajala nedotaknjena oziroma spregledovana, najbolj pa so posledice tega občutili bolniki. Ja, program je dolg 3 strani, tako da ne bi zdaj seveda mogel vsega našteti, zato vabim kogar to zanima, da si pač pogleda na prvo povezavo na tej naši spletni strani zdravstvo.si. V nekako povzetku, ali pa glavne značilnosti pa so to, da se borimo za to, da bi prvič se borimo za bolnika. To pomeni, da ima bolnik prosto izbiro zdravnika, ne glede na to, kakšno obliko dejavnosti ta opravlja. Podpiramo, da je hrbtenica sistema javni zdravstveni sistem, torej ne državni plenilski, ampak dober javni servis, ker dostikrat poslušamo očitke ali pa nam očitajo, da zagovarjamo privatizacijo, to ni res. Dopuščamo pa seveda možnost tudi koncesijske dejavnosti in pa čistih privatnikov. Vse smo se pridružili svobodnemu trgu in imamo možnost svobodne ekonomske pobude. Potem moramo uvesti tudi konkurenčen sistem zavarovalnic, tako da ima tudi bolnik pravico izbirati ne samo zdravnika svobodno, ampak tudi zavarovalnico. Potem vsi deležniki, se pravi javne ustanove, morebitni privatniki, koncesionarji na trgu tekmujejo normalno, tržno za upravljanje svojih storitev. Na drugi strani morajo biti seveda vzvodi ustrezni v zavarovalnicah, ki pregledujejo in bolniku, kako bi rekel, zagotavljajo, da je storitev res kvalitetna. In na koncu koncev mora zavarovalnica storitev plačati. Ne tako kot je zdaj, ker vidimo, da lahko greš k privatniku v tujino in dobiš priznani delež plačan, doma pa ne. Drugače pa ja, v tem programu imamo še nekaj takih precedenčnih predlogov. Recimo eden takih je
Kar se zdravnikov tiče, je uvedba e-certifikata. To pomeni, da bi lahko zdravnik upravljal vse, kar potrebuje v zvezi s svojo dejavnostjo, vizavi zbornici, vizavi državi in tako naprej, online, vključno z elektronskimi volitvami, kar bi bistveno spremenilo volilno igro, ker vemo, da v zdravstvu hodijo na volitve podobno kot v državi neki klasični volilci, ki potem izvolijo, kar izvolijo in se nikamor stvari ne premaknejo. Drugič, en tak močan pravni oddelek, ki bi skrbel za to, da bi kolegi in kolegice lahko ponovno upravljali svojo dejavnost ali pa karkoli imajo v zvezi z državo, v zvezi z zavarovalnico, v zvezi s tožbami in tako, bi bili zaščiteni, ampak dejansko vsebinsko zaščiteni. Predlagamo tudi oddelek, ki bi bil neka mešanica, oddelek za referenčne cene storitev in materijala primerljivih z Evropsko unijo, hkrati pa tudi neke vrste antikorupcijska pisarna, kamor bi lahko žvižgači javljali te anomalije, ki so že prav groteskne v zdravstvu, ki bi tudi žvižgače ščitil, ki bi zahteval od uradnih institucij, kot sta recimo MPU in SDT, pregon in odkrivanje, za kar so plačani, ne kot se zdaj zgodi, da se točno tam stvari, ki so že odkrite, zataknejo. Skratka, kar precedenčne stvari, ki bi pa prevetrile, pomladile in naredile to zbornico iz neke ustanove 20. stoletja, pač moderno zbornico, tako kot so po normalnih državah Evropske unije, ki ščitijo zdravnika, zato da je na koncu zaščiten bolnik. Pa ste med kandidati za predsednika zdravniške zbornice že dobili sogovornika? Namen naše skupine ni, ali pa osnovni namen naše skupine ni, da bi predlagal kandidata. Treba je vedeti, da polovica kolegov je v tujini, ostala polovica so zdravniki po srcu in v bistvu se bi radi ukvarjali z izboljšanjem sistema, z nekimi znanji ali pa izkušnjami, ki jih imamo doma ali pa v tujini, ali pa z nekimi alternativnimi, včasih tudi norimi idejami. Pogovarjali smo se z eno kandidatko doslej, uradnih kandidatur oziroma uradno kandidature še niso bile vložene, tako da v bistvu je čas še, da nas morebitni kontaktirajo, lahko da bomo vmes predlagali tudi kandidata sami, vse je še odprto. Zagotovo pa se mora kandidat seveda ne samo strinjati z večino tega programa, ampak tudi zavezati, da bomo lahko izpeljali vsaj ključne od teh predlaganih rešitev za stanovske kolege in, kot sem rekel, že na koncu gre pa vedno za skrb in zaščito bolnikov, ki je danes zelo slaba. Kaj pa pravzaprav v tem kontekstu predlagate stranki, ki bo prevzela vodenje nove vlade oziroma ki bo sestavljala novo koalicijo? Ja, to je zdaj tako tricky question, ne. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, bomo videli, kaj bo ta politična kupčkanja prinesla. Zdaj jaz upam, da bo rešitev, ali bojo predčasne volitve, ali bojo, glede na to, da je do konca mandata še 2 leti in pol, vendarle sestavili ne neko tehnično, ampak pametno vsebinsko vlado. Predlagam, da se loti morda 1, 2, največ 3 stvari in jih potem dejansko tudi izpelje. Naj izpelje vsaj eno, naj izpelje dejansko reformo zdravstva. Zato je 2 leti in pol dovolj, če je za to politična volja in če to predvsem zahtevajo volilci in če to predvsem zahtevajo pravzaprav vsi državljani in državljanke, davkoplačevalci in davkoplačevalke, ker pri vprašanju zdravstva ne gre za to, kateri stranki, ideologiji, rasi, čemurkoli že pripadaš. Vsi rabimo zdravstvo vsaj 2-krat, na začetku in na koncu, nekateri tudi vmes. In po 30 letih tako zavožene tranzicijske medicine, kot smo ji danes priča, z vsem znanim in v nekem deležu tudi že dokazanim masovnim plenjenjem, me res preseneča, da si volilci ne želijo spremembe vsaj tega podsistema v državi, ker to svojimi žulji financirajo. Po drugi strani pa je to, kar predlagate, zares konkreten izziv. Mislite, da si bo aktualna politika, vladajoča stran, upala ugrizniti v to? Tukaj moramo zdaj se
opredeliti, do katere, do te, ki vodi samo še tekoče posle in Seveda lovi nova. kaplje, ki grejo. Seveda nova. Ja, poglejte, v bistvu je tako, ne. Dosedanja praksa kaže, da ne, ker dosedanja praksa kaže, da če kdo odreza v finance, v zdravstvu, pade. Kar pomeni, da moramo mi najprej spremeniti paradigmo v državi in se vprašati, kaj je pomembno v državi urediti. Zdaj, čebele so pomembne, ampak čebele ne morejo biti edina stvar, s katerim se ima neka vlada za pohvaliti. Jaz mislim, da za ljudi je pač veliko bolj pomembno urediti zdravstvo. Tista stranka, ki bo to prepoznala in se bo znala odreči apetitom, morebitnim provizijam, korupcijskim apetitom, in bo uredila zdravstvo za ljudi, bo prepoznana tudi izven tistih svojih klasičnih volilcev kot prva stranka v 30 letih samostojne Slovenije, ki je nekaj naredila dobrega za te ljudi in to konkretno dobrega in si bo s tem nabrala kapital za naslednjih 20-30 let. Ali bojo to zmogli, pa je veliko vprašanje, ampak od tega je tudi odvisno, kako bo šla ta država, tudi sicer kot država naprej, ker trenutno smo tako in drugače, ne samo v zdravstvu, mentalno, korupcijsko, v smislu nedelovanja inštitucij, pač zataknjeni v 20. stoletju.